Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ja, založba Kiara vsako sredo jo obravnavamo in zato bomo tudi danes govorili o eni knjigi, ki jo je izdala založba Kiara. V bistvu smo že prejšnji teden govorili o knjigi Čarobni odnos. Jaz sem jo predstavila takole malce, da ste lahko dobili vpogled v knjigo. Danes pa bomo govorili z avtorico, ne. Ona bo najbolj avtentično vedela povedati, kaj izvemo iz knjige in kako si lahko s knjigo pomagamo. To je Jana Pristovšek, ki se nam bo javljala iz Bruslja prek Skypa in smo prav veseli, da jo lahko pozdravimo v naši družbi. Dobrodošli v našo družbo. Dober dan in hvala za povabilo. Čarobni odnos, ne, to je že tak luškan, čarobni naslov. Zakaj ste v bistvu sploh dali ravno ta naslov v knjigi? Zaradi tega, ker je to nekaj posebnega, ker gre za odnos s samim sabo. Mi smo vedno usmerjeni navzven in iščemo potrditve v drugih ljudeh. Drugi ljudje naj bi nam dali potrditve, drugi ljudje naj bi nam dali našo vrednost. In računamo in študiramo in se trudimo, kaj naj naredimo za to, da bomo imeli dobre odnose. Ampak prvi odnos je s samim sabo. In to je tisti čarobni odnos, ki ga mi lahko vzpostavimo. Da smo zadovoljni s sabo, da smo zadovoljni danes, tukaj, zdaj. Ne gre za nekaj nahajpanega, ta izraz uporabljajo v zadnjih letih, nekaj, da smo mi skozi vzhičeni. Ne, gre za tisto mirno zadovoljstvo s samim sabo. In v bistvu tudi odnos s seboj je v bistvu prvo poglavje oziroma uvod v knjigo, da se res ve, ne, da je odnos s seboj tista osnova. Kaj je bila motivacija, da ste knjigo napisali? Kako je prišlo do nje? To pride spontano. Jaz ne znam napisati knjige na ukaz. Nekaj se zgodi v človeku, neka želja. To, kar je opisano v knjigi, v drugem delu, verjetno bova kasneje prišli do tega, jaz delam, to je moja služba, jaz ljudem pomagam v čustvenih stiskah. In to je sistem vizualizacije, kjer si pomagamo mi, da se razbremenimo notranje stiske, čustvene stiske. In nekako se mi je zdelo, da je preveč ljudi v stiski, da bi nekaj tako uspešnega jaz imela samo za sebe ali pa skrivala ali pa, ker moj cilj je bil, da dam nekaj ljudem, s čimer si lahko pomagajo sami vsak dan. Mi terapevta nimamo na razpolago ves čas, ne hodi z nami. In mi smo sami in mi moramo imeti orodje, tako kot mi znamo brati, mi ne čakamo, da nam bo nekdo drug bral. Tako je fajn, da mi sami prepoznamo čustva in vemo in imamo orodja, s katerimi si pomagamo, da jih uravnavamo, recimo. Ja, tako kot ste omenili, to je tudi omenjeno v drugem delu knjige in tudi na koncu knjige. To je v bistvu tudi dodatek te razširjene izdaje, vaje. Kako v bistvu spraviti to teorijo, ne, ki jo dobimo recimo iz takšne knjige v prakso? Kaj je ključ? Prvič je ključ to, da se nehamo matrati, da se nehamo truditi. Ljudje, ki vzamejo to knjigo v roko, so ljudje, ki so zelo pridni. Večinoma delam z ženskami in to so pridne punčke, ki mislijo, da morajo narediti takoj za vse poskrbeti in če že ostane kaj časa, takrat ga namenijo sebi. In točno s takim pristopom potem pristopijo do tega dela, če rečem v narekovajih. Trudijo se, matrajo se, hočejo biti popolne, hočejo narediti vse prav, ampak ni treba. Stvar je v tem, da se naučimo sprostiti, stvar je v tem, da se naučimo spustiti, da proces steče sam. Preprosto se prepustimo in že takrat pade eno veliko breme. In v bistvu ta navodila, ne, ki so tukaj na koncu knjige, za te vajice, kako pogosto naj bi jih delali? Ali naj jih delali tako, kot ste rekli zdaj, ko začutimo, ko smo na to pripravljeni, da se ne trudimo? Kakšen je proces, kakšen naj bi bil tukaj, kako pogosto naj bi delali te vaje? Na začetku se je treba na vsak način naučiti, ne?
niso samo te vaje, nekaj posnetkov je tudi na YouTubu. Na voljo, velikih je na moji spletni strani, ampak na začetku je treba proces osvojiti. Točno tako, kot se mi naučimo brati, točno tako, kot se mi naučimo igrati klavir, točno tako, kot se mi učimo plesne korake. Ko se mi učimo plesne korake, gledamo pod noge in štejemo. Ampak ko mi znamo plesati, se prepustimo. In z ljudmi, ki jaz delam in ki so ta proces osvojili, ki so te vaje osvojili, so jih ponotranjili. Te vaje so namenjene temu, da ustvarimo drugačen avtomatski odziv. Se pravi, ko mi nekaj začutimo, se mi na to odzovemo. In odzovemo se tako, kot smo do zdaj navajeni. Mi se odzovemo spontano. In te vaje pa naredijo to, da mi imamo čas in se lahko odzovemo drugače. In ko se mi odzovemo drugače, je vse drugače. Se pravi, ko jaz vprašam, jaz rečem moje punce, moje ženske, kolikokrat to delajo, kolikokrat na dan naredijo kakšno vajo, se malo zamislijo in reče, ne vem, se jaz to delam, ker niti ne mislim več na to. Ne mislim več na to, to ponotranijo in to je smisel tega. To ni nekaj, kar mi nekaj časa delamo in potem ne bomo več delali in bo vse v redu. To je tako, kot bi mi rekli, mi se bomo najedli na zalogo in potem ne bomo več jedli nikoli več v življenju. Pač ne gre za to. Enkrat si umijemo zobe in se ne bomo nikoli več umili zobe. To je treba skozi. Mi smo skozi to odnosih, v naši notranjosti procesi ves čas potekajo. In v bistvu te vaje so narejene po metodi BIM. Kaj je to za ena metoda in kaj jo naredi drugačno od drugih metod? Kaj je tista njena posebnost in tisti njen srž? Ja. BIM metoda v osnovi je vizualizacija. Vizualizacija je čisto uveljavljen, zelo veliko let že uveljavljen proces, ki ga uporabljajo na področjih, da ljudje pripravijo na tekmovanja, na sestanke. Skratka, gre za to, da mi sami sebe pripravimo do tega, da bomo nekaj dosegli ali pa da bomo dobili. Če pogledamo zakon privlačnosti, ki je bil pred leti tako blazno moderen, pa ves čas poteka, to ni nekaj, kar sprožimo in zgine, deluje na vizualizaciji. Jaz sem pa to izpopolnila do te mere, da se ne pripravljamo toliko na prihodnost, na to, kaj mi želimo, ampak bolj na to, kar se je v naši preteklosti zgodilo. Se pravi, da lahko pozdravimo rane otroštva, rane preteklosti, da boleči spomini ostanejo samo spomini, ne pa brez bolečine, da lahko odpustimo sebi. Mi mislimo, da moramo odpustiti drugim ljudem, ampak mi moramo v prvi vrsti odpustiti sebi, ker smo mi bili tisti, ki smo dovolili, da so se nam določene stvari v odrasli dobi, poudarjam, v odrasli dobi dogajale. V otroštvu, za otroštvo ni naša odgovornost. Kar se nam je dogajalo v otroštvu, je odgovornost naših staršev. Ampak, ko mi enkrat odrastemo, ko smo skoraj 2-krat polnoletni ali pa celo 3-krat, se ne moramo več zgovarjati na to, kaj se nam je dogajalo v otroštvu, ker nam ne pomaga. Ostajamo na mestu. In zato je fajn, če imamo določene vaje, ki jih osvojimo, ki jih potem sčasoma, delček za delčkom, plast za plastjo, počasi odstranimo in dan za dnem lažje živimo. To ne gre tako, da bomo naredili 1 uro ali pa 10 ur, potem bomo pa popolnoma drugačni. Kaj je v nas? Kaj je v nas? Vidimo, ko pridemo v situacijo, ko se nekaj močno sproži v nas in si rečemo, ne znam si pomagati. In zaradi tega, te stvari so različni v ljudeh. In zato jaz povem na primeru, nek vic 5 različnim ljudem. Vsi ga slišijo, hkrati, istočasno, z enako, isto mojo energijo in vsak bo reagiral drugače. In to je zato, ker to različnost mi nosimo v sebi.
V bistvu, tako kot ste rekli, dosti krat si sami sebi rečemo, vse razumsko mi je vse jasno, pa v teoriji mi je vse jasno, pa vem, kaj bi moral ali morala narediti, ampak v praksi pa to kar ne steče. Zakaj je temu tako? Nekaj ste že omenili, ampak še lahko bolj podrobno. Poglejte, ko mi razumsko vemo, da reagiramo preburno in si ne moramo pomagati, je to zato, ker je v naši notranjosti, v našem nezavednem, neka speča ali pa rahlo aktivna čustvena energija iz preteklosti. Bom dala primer. Če smo odraščali s starši, ki nam niso dali dovolj možnosti, da razvijamo občutje varnosti, potem smo mi v sebi prestrašeni. Strah nas je, kaj bo rekla okolica, strah nas je, dovolj dobro delamo v službi, strah nas je, smo dovolj dobri starši, strah nas je množice, strah nas je, kaj bojo rekli drugi ljudje, strah nas je, kaj bojo mislili in se neprestano zaganjamo. Mi se borimo ali pa se umikamo. To je stres. Stres je boj, beg, zamrznitev ali pa padec. In ko nam je razumsko jasno, da je naša reakcija preburna, pomeni, da mi ne reagiramo na trenutno reakcijo, ampak je prišla vsa ta energija iz otroštva ven, oziroma iz nekega bolečega, travmatičnega dogodka. In to lahko mi predelamo z notranjim otrokom. Notranji otrok je izraz. Otrok v meni je nekaj drugega kot notranji otrok. Notranji otrok je izraz, s katerim mi predelamo bolečo preteklost, s katerim mi damo sebi to, kar nam manjka. Ampak notranji otrok ni samo otrok. Notranji otrok je v obliki, ki si jo mi vizualiziramo, lahko odrasla oseba. Ker če se nam je kot odrasli osebi zgodilo nekaj hudega, pa naj bo to boleč ali pa travmatičen porod, naj bojo boleča zapuščanja, težka razmerja, težka bolezen, prometne nesreče. To, kar se nam dogaja v odrasli dobi, mi ne moramo iskati otroka, ker ga ni. Poiščemo odraslo osebo, ampak tudi to je notranji otrok. In speljemo proces do konca, dokler se otrok ne počuti, oziroma dokler se ta oseba ne počuti bolje. Mi nismo nič naredili, če ga najdemo in ga pustimo tam. Bom prišla k tebi, ko bo imela čas. To ne deluje. Notranji otrok, ko ga jaz zaznam zdajle z odprtimi očmi, je zadovoljen. Moj notranji otrok je trenutno zadovoljen. Kakšen je pa vaš? Moj notranji otrok mislim, da je tudi trenutno prav zadovoljen, sploh ob temle pogovoru, in bo še bolj zadovoljen, ko bova pogovor nadaljevali po oglasih. Tako da hvala, Jana, za enkrat. Mi bomo šli za nekaj trenutkov v oglase, po oglasih pa nadaljujemo. Vsi mi in tudi naši notranji otroci naj dobro gledajo intervju. Se gledamo. Nazaj v našo družbo, smo že nazaj in z Jano Pristovšek govorimo o čarobnih odnosih, o čarobnem odnosu do sebe in seveda potem, ko imamo čarobni odnos do sebe, je lahko naš odnos čaroben tudi z drugimi. Ponovno pozdravljam Jano v naši družbi iz Bruslja. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Končali sva tamle prej pred oglasi pri notranjem otroku, ugotovili, da sta najina notranja otroka trenutno zadovoljna. Mene pa zdaj zanima, odkot vam vso to bogato znanje, ki ga zdaj predajate naprej, tako v knjigi kot skozi terapije? Jaz sem po izobrazbi medicinska sestra in sem 30 let delala v zdravstvu. Že od otroštva ne vem, jaz bi lahko rekla, da sem malo čudna. Ali pa to je pač nek spontan proces bil v meni, ko sem jaz delala z ljudmi, ki so bili v stiski in sem jih mogla razumeti, hkrati pa ne ponotranjiti. Jaz sem mogla ljudi razumeti, ne pa prevzeti njihove stiske nase, ker drugače ne bi mogla preživeti. In to se potem naučiš spontano, oziroma zaščitiš sebe, hkrati pa ne postaviš zidu, da druge ne slišiš. Jaz sem vedno želela druge ljudi slišati in tudi zdaj jih slišim in se potrudim, da jih slišim.
Kako je prišlo do teh procesov, jaz ne vem. Tako kot ne vem, nek pisatelj ne more povedati, kako napiše neko fantastično knjigo, tako kot nek slikar ne more povedati, kako nariše, naslika neko sliko. To je pač v meni. In to, kar je v meni, se mi je zdelo prav, da dam jaz tudi ljudem. Zato, ker je proces enostaven, niste odvisni, ljudje niso odvisni od nikogar, se lahko naučijo in to potem uporabljajo, takrat, ko rabijo. Tudi če par let ne uporabljajo, ko pride neka stiska, ko iščejo pomoč, kako bi si pomagali, si lahko rečejo, ok, jaz imam notranjega otroka v sebi, zakaj ne bi jaz pogledal, kaj se z njim dogaja. Jaz bi rad spraznil svojo glavo, jaz imam toliko misli v glavi, jaz ne morem več. Dajmo ven in potem postavimo stvari na svoje mesto. Moje srce je stisnjeno, mene boli srce. Pejmo pogledati, kaj se dogaja z mojim srcem. Tako enostavno je, stvari so enostavne. Življenje je enostavno, mi smo pa tisti, ki ga zakompliciramo. Bolj, ko bomo življenje vzeli enostavno, lažje nam bo. Bolj, ko bomo komplicirali, težje nam bo. Tako je. In ljudje smo kar mojstri tega, da kompliciramo življenje in tudi odnose in vse skupaj. S kakšnimi komplikacijami pa se ponavadi klienti oziroma ljudje naslovijo na vas? S kakšnimi težavami prihajajo k vam na terapije? Kaj je tista stiska? Gre za čustveno stisko, ki jo ljudje čutijo, zato ker niso dovolj močni v sebi oziroma nimajo dovoljšne vrednosti in potem prihaja do raznih tesnob, paničnih napadov, depresij, ne znajdejo se v okolju, bežijo. Ljudje, ženske bežijo od družbe, od svojih otrok, od partnerjev, od partnerja, od moža. Gre za to, da se umikamo svetu, a ne? Druga zadeva je težave v partnerstvu, zato ker mi imamo določena pričakovanja, prepričanja, naš mož, partner ima druga pričakovanja in prepričanja in potem dve pričakovanji, prepričanji trčita in tukaj je treba nekaj narediti. In pravijo, da tisti, ki se nima rad, se ne krega, jaz pa pravim, da temu ni tako. Tiste dva, ki se imata rada, sta si dovolj pomembna, da ne bosta prizadela drug drugega, ampak si bosta prisluhnila. Ni treba, da se jaz strinjam z mojim možem in ni treba, da se moj mož strinja z mano, ampak jaz bom vprašala, zakaj ti tako misliš in bom prisluhnila. In bom utihnila in bom prisluhnila. In on bo vprašal, zakaj ti tako misliš, moj pogled je drugačen. In bo utihnil in mi bo prisluhnil. Ko se pa mi prepiramo, prepir pa gre za to, da mi zmagamo. Mi moramo zmagati, da bomo imeli prav. In potem začnemo s ping-pongom, dokler ne pridemo do topovskih granat, en zelo putne z vrati, drug gre v jok in potem se energije pomirijo. Žal mi je, nisem tako mislila, žal mi je, nisem tako mislil. In kaj sta rešila? Ničesar, samo nove rane sta si naredila. In prestavila na kasneje, ne, ko bo spet ponovno podobna zgodba se ponovila in nova rana in nov zaloput z vrati in nov jok in cikel se ponavlja. Ja, in zato jaz pravim, najprej se moramo mi pogovoriti s sabo. Mi moramo najprej vedeti, kaj bi mi radi. A veste, v ljudeh je vse. Mi imamo svojo svetlo plat, ki jo zelo radi kažemo in potenciramo, imamo svojo temno plat. To je dualnost v življenju. Imamo dobro in slabo, brez enega ni drugega. In ko mi spoznamo svojo temno plat, ko mi se z njo sprijaznimo, ko ugotovimo, tega je pa preveč in to odstranimo in spremenimo, ko se mi s tem soočimo, potem mi lahko delujemo svojo svetlo platjo. Kaj pa delamo mi? Gremo po bližnjici, mi hočemo bližnjice. In se v glavi prepričamo, jaz sem ljubezen, jaz sem svetloba, jaz sem luč, jaz sem dobra, jaz sem pozitivna oseba. In to je točno tako, a veste, to je točno tako, kot da bi v neurejeno sobo, kjer omet odpada, vnesli novo pohištvo in bi sedela, da je vse lepo in prav. Pa ni. A veste, bistvo je to, kar je v nas. Ni treba iskati lepega. Lepo pride samo, ko odstranimo težko in slabo. In ta metoda je
primerna za ljudi, ki so v kakršnikoli stiski. Jaz uporabljam besedo stiska, zato ker stiska potem povzroči stres. Besede stres smo pa mi že tako navajeni, da rečemo, jaz sem v stresu, sem v stresu, ne škoda, sem v stresu. Ampak sploh se ne zavedamo, koliko škode povzroči stres našemu telesu, našemu čustvenemu svetu in ljudem, ki jih imamo radi. Mi imamo ljudi radi, bi mi naredili za otroke vse, mi bi naredili za moža, za ženo vse, ampak so te čustvene energije premočne in ne moremo. In nas to drži nazaj. In kot ste že rekli prej, ne, vse se začne pri sebi in pogosto slišimo ta izraz, ki se zdaj že sliši malce klišejsko, ne, ljubezen do sebe in kako je treba imeti najprej sebe rad. Kaj vi rečete ljudem, ko pridejo k vam pa rečejo, a veste, Jana, jaz se pa nimam rad, jaz ne vem, kaj naj. Ja. Jaz jim povem, da je ljubezen do sebe proces, ko mi nehamo gledati navzven, ampak se obrnemo vase. Mi se vprašamo, kako se počutim. Vprašajte se, kolikokrat na dan, kolikokrat v življenju ste se vprašali, kako se jaz počutim. In mi sami sebi vse povemo. Povemo, da nam ni dobro. Povemo, da imamo polno glavo, da nam bo razneslo glavo. In kaj naredimo? Nič, vzamemo tableto proti bolečinam. Zakaj si mi ne predstavljamo sobe, ki je v naši glavi in jo spraznimo? A veste, če meni nekdo reče, jaz sem žalosten, če jaz rečem sebi, jaz sem žalostna, jaz s tem nimam kaj narediti, to ni oprijemljivo. Ljudje rabimo nekaj oprijemljivega. Če si jaz predstavljam, da moja žalost teče v reko, ki jo odnese stran, bo moja žalost manjša. Če si jaz predstavljam, da vse ti misli, ki jih imam jaz v glavi, neka reka odnese, jih odnese nek balon, bo meni lažje in to je ljubezen do sebe. Jaz bom najprej poskrbela, da bo meni dobro. Mi pravimo, jaz nosim srce na dlani. Ne nosite srca na dlani. Srce na dlani pomeni, da ga imate vi tukaj in vsaka pride mimo, vsaka ima 5 minut časa, ga brcne. Ne gre tako. A veste, mi moramo sami poskrbeti za svoje srce. Ne moramo čakati, da bo nekdo drug skrbel za nas. Ti poskrbi zame. Ti glej, da bom jaz dobre volje, ti glej, da bom jaz srečna, ti glej, da bom jaz zadovoljna. Ne gre, če še sami ne vemo, ker druga oseba je ravno tako v določeni stiski. Mi mislimo, da mi smo ranjeni in drugi ljudje okrog nas so pa popolnoma postavljeni in morajo skrbeti, da bo nam dobro. Pa in ni. Ti ljudje nosimo neko masko, si predstavljamo, kakšni hočemo navzven biti, eni si bolj odkrijejo, drugi manj povedo, ampak to v bistvu ni važno. Važno je, kaj mi v sebi čutimo in vse si povemo. Se nam stisne želodec, v stresu se nam stisne želodec. Meni pravijo, jaz imam kepo v želodcu, imam skalo v želodcu. Ja, daj jo ven, preprosto, primijo, da jo zagrabijo in jo daj ven. In potem rečejo, ja, veste, kako se lažje počutim, veste, to pa res deluje. Ampak treba je narediti, dokler samo poslušamo in rečemo, to pa ni zame. Pač ne bo šlo. In ljubezen do sebe je to, da se mi vprašamo, kako se jaz počutim in poskrbimo, da se počutimo najboljše. In nikogar s tem ne prikrajšamo, mi nikomu nič ne vzamemo. Dosti huje je, ko zahtevamo od drugih ljudi, da poskrbijo za nas. Ja, nasprotno, še prav v bistvu, ko damo toliko sebi, potem lahko damo tudi šele drugim. Hvala, Jana, za tale čudovit pogovor. Vsem priporočam vsekakor knjigo Čarobni odnos, da izvemo vsi skupaj še malce več. Takole v tem kratkem intervjuju smo se lahko samo malce dotaknili tem, v knjigi pa je vse podrobno opisano in tudi vaje na koncu so dodane, da lahko si dejansko sami v praksi pomagate. Želim vam en lep dan in uspešno s terapijami in z lepšanjem življenja ljudem še naprej. Hvala tudi vam za povabilo. Srečno. Srečno. Naj pa jaz omenim še, da je tale knjiga bila seveda tudi v nagradni igri in da je knjigo prejela bo
Patricija Škvorc, ki je pravilno odgovorila na vprašanje. Vprašanje je bilo, po kateri metodi so vaje v knjigi narejene, in to je metoda BIM, o kateri so tudi nekaj govorili z Jano. Tako da čestitke Patricija, vsi ostali, ki pa je niste dobili te knjige zdaj v nagradni igri, pa lahko seveda jo naročite pri založbi Kiara, tudi na Pasici se je ves čas vrtel kontakt in kje lahko knjigo naročite. Toliko za enkrat. Založbo Kiara bomo ponovno obravnavali naslednjo sredo. Mi gremo v oglase, po oglasih pa naslednje teme, mislim, da bo na vrsti, cirkus! Se gledamo!